Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi prispevek pred kvalifikacijami velike nagrade Japonske, kjer si bomo kot ponavadi pogledali, kaj se je zgodilo na prvem in drugem prostem treningu. Tudi današnji prispevek pred kvalifikacijami je razdeljen na dva dela. V prvem si bomo ogledali vse tiste tehnične novosti ter zanimivosti, v drugem pa bomo našo pozornost posvetili vsem dogodkom iz obeh prvih prostih treningov in skušali nekako razumeti pravo razmerje sil pred prihajajočimi kvalifikacijami. A kot ponavadi, najprej tisto, kar je novega pri samih ekipah. Kot običajno bomo tudi tokrat uporabljali uradne dokumente, ki so bili izdani pri FII. In tu lahko razberemo, da so pri ekipah pripravili kar nekaj novosti, še posebej, če imamo v mislih, da je to komaj tretja dirka na letošnjem koledarju. In začeli bomo pri ekipi Red Bull, kjer vidimo tisto nov pokrov pogonskega sklopa. Enostavno povedano, izginile so tiste hladilne reže, ki so se pojavile na samem začetku sezone. Marsikdo se bo lahko spraševal, zakaj, predvsem zaradi tega, ker so tu temperature nižje. In seveda pri Red Bullu so opravili manjše spremembe, tudi na tistih vhodnih hladilnih režah, kar se tiče samih zavor, ter na zadku so popravili malce aerodinamično podobo samih obes, torej nič novega na mehanskem področju, ampak samo oblika kože iz ogljikovih vlaken je rahlo drugačna. Pri ekipi Haas smo lahko opazili posebno barvno shemo. Le da tokrat nekako spominja na neko preteklo varianto, kot vidimo pri ekipi Red Bull, temveč nekako posnema češnjeve cvetove, ki so tako popularni na Japonskem. A to ni toliko važno. Edina velika sprememba pri tej ameriški ekipi je tisti greben na dnu tik pred samim difuzorjem. In tu se lahko začnemo spraševati, ali so pri Ferrariju kaj vključeni v ta razvoj. Namreč ta del samega dna naj bi bil tisti, kjer imajo tudi pri skuderiji Ferrari določene težave. Torej, tu Haas, ekipa z bistveno manj resursi, je sposobna predstaviti nekaj, na kar smo čakali pri skuderiji in bomo verjetno videli v naslednjih dirkah. A pustimo sedaj to pri strani. Poglejmo, kaj je novega pri ekipi Racing Bulls. Profil varnostnega loka halo je rahlo spremenjen in tu bi lahko dejali nič kaj takega. Pri ekipi Williams smo lahko videli določene spremembe na pomožnih profilih prednjega aerodinamičnega stabilizatorja in sami končni plošči. Po eni strani malenkostne spremembe, po drugi lahko seveda takšne malenkosti ogromno pripomorejo temu, da bi bil bolid hitrejši ali pa počasnejši. Pri ekipi Sauber pa največ sprememb, katere pa verjetno niso tako vidne. Večina sprememb se dotika tistih zunanjih robov samega dna, kjer pa pravzaprav mi navdušenci ne vidimo, kaj so spremenili, kajti vse je skrito pod bolidom. In poleg tega pri ekipi Sauber še spremembe na spodnjih profilih zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja, kot na tistih glavnih tam zgoraj. In kar se tiče uradnih sprememb, je to absolutno vse. Rad bi vas opozoril še na nekaj zanimivosti. Prvič,
Oba bolida Scuderie Ferrari sta bila pod tehničnim nadzorom. Namreč komisarji so pregledali dobesedno vse in ugotovili, da pravzaprav ni nič narobe. Nekateri navdušenci ali pa navijači bi lahko bili malce zaskrbljeni, ampak po drugi strani je treba povedati, da je prav. Namreč oba Ferrarija sta bila diskvalificirana zaradi tehničnih neustreznosti, sedaj sta bila pregledana in razblinili so se kakršnikoli dvomi o morebitnih irregularnostih. In če pogledamo še to zanimivo fotografijo, bomo videli McLaren MCL 39, ki ima na boku tisto kontrastno barvo. In rad bi vas opozoril, kako je zračni tok prav na tem delu izjemno miren. Ne vidimo nobenih vrtincev, ne vidimo nič, kar bi vplivalo na sam tok, kar nam zopet pove, zakaj so se glavne ekipe morda odločile za pull road in ne push road na prednji prednji. A pustimo sedaj to in poglejmo, kaj smo pravzaprav videli na prvem in drugem prostem treningu. Na prvem prostem treningu je bil Hirakawa tisti, ki je dobil priložnost namesto Duana. In na koncu smo videli, da je postavil 12. čas in bil boljši, naprimer, od Gaslija. Kar ni presenetljivo. Ne smemo pozabiti, da Hirakawa kot Japonec ima ogromno izkušenj na progi v Suzuki. Na Japonskem ni ogromno dirkališč in torej na vsakem pokalu se vozniki večkrat na leto nekako srečajo z vsemi skrivnostmi te znamenite proge. In tu je treba poudariti, da prav ena izmed teh skrivnosti je morda vzrok, zakaj je Jack Doohan takoj na začetku drugega prostega treninga zletel iz proge in povzročil rdečo zastavo. Mnogi se bodo spraševali, zakaj saj Doohan v očeh nekaterih komentatorjev ni preveč uspešen voznik. Ampak zaviranje v prvi ovinek proge v Suzuki ima svoje značilnosti. Tu Jack Doohan je lahko res hotel pokazati preveč, ampak sam ga ne krivi. In tu je seveda telemetrija Maxa Verstappena iz lanske sezone. Kvalifikacijski krog, kjer lepo vidimo, da je Max zaprl sistem DRS ročno in ni izpustil stopalke z plin. Znano je, da sistem DRS se avtomatsko zapre v trenutku, ko voznik spusti stopalko za plin. In tu Jack Doohan je hotel morda malce preveč. Pritiskal je, seveda, kot je treba, ampak njegov DRS se ni zaprl. In zaradi tega v ključnem trenutku ni imel oprijema tam na začetku vhoda v prvi ovinek in rezultat je znan. Zadeva je pričakovana še posebej zaradi tega, ker je bil pri ekipi Alpine nekdo tako bister, da je Hirakawa posedil v sedež za prvi prosti trening. In lahko bi dejali samo bravo, Flavio. A pustimo sedaj to, Jack Doohan zagotovo ni eden izmed tistih, ki bi ga lahko smatrali za bodočega šampiona, ampak po drugi strani tudi ni tako slab, kot lahko kažejo takšni incidenti. Iz prvega prostega treninga še druga zanimiva analiza. Primerjava med Maxom Verstappenom in Yukijem Tsunodo. Dva moštvena kolega, ki sta tokrat prvič skupaj pri ekipi Red Bull. In primerjava je izjemno zanimiva. Lahko vidimo, da je Yuki Tsunoda v bistvu, kar se tiče mikrosektorjev, hitrejši na večini proge v primerjavi z Maxom. Ampak na koncu Max, ki je prevladoval v tistem tehničnem delu, tam, kjer je zaporedje ovinkov, je bil hitrejši za 10 in 3/4 približno.
In torej zopet dokaz, da pravzaprav se hiter krog zgradi na počasnih delih. Če vam nekdo trdi, kako je nekdo dober, ker ima visoko končno hitrost, je zopet dokazal, da o Formuli 1 ima izjemno malo pojma. In tu seveda nekaj, kar bo marsikoga presenetilo. Liam Lawson, ko je prišel nazaj v ekipo Racing Bulls, je približno na nivoju, ki ga kaže Izak Hadjar. Posebej na drugem prostem treningu smo videli oba predstavnika te ekipe dokaj pri vrhu. A tu je treba povedati, da poleg prekinitve zaradi Jacka Duana smo videli tudi prekinitev zaradi požara, ki se je vnel nad Ravnko. Podobno kot smo spremljali na veliki nagradi Kitajske prejšnjih let. A tu je treba poudariti nekaj. Bolid ekipe Racing Bulls je bistveno bolj enostaven, manj sofisticiran kot sam Red Bull. Zato je z njim lažje doseči določen nivo. Seveda, kolikor imaš talent in znaš obvladati bolid, kot je RB21, si zagotovo hitrejši od tistega, kar je sposoben bolid ekipe Racing Bulls, ampak kolikor si v težavah, seveda padeš pod ta nivo. In to nam je dokazal sam Lawson, ki kar naenkrat je zopet, recimo temu, konkurenčen. A ne smemo se pustiti preslepiti. Namreč McLaren je bil najboljši, tako na prvem kot na drugem prostem treningu. In vidimo po rezultatih drugega prostega treninga, da pravzaprav ima prednost, ki bi jo lahko ocenili na dobre 4 desetinke. Čeprav podatki morda niso najbolj realni zaradi prekinitev. Naj vas spomnim, kolikor je prosti trening prekinjen, vozliki ne smejo na progo, ampak čas prav tako teče. Torej, ob izjemno skrajšanem drugem prostem treningu bi lahko dejali, da so podatki malce irealni. Zagotovo je McLaren tam spredaj. Ampak mene osebno je presenetil Mercedes, ki zna biti tisti prvi antagonist, kar se tiče borbe za najboljša štartna mesta in posledično tudi samo dirko za veliko nagrado. Maxa Verstappena ne smemo nikoli izpustiti iz raznih kombinacij. Pri Ferrariju sem pa še malce zadržan, namreč videli smo, kaj se je zgodilo na prejšnji veliki nagradi Kitajske, in ne vidim razloga, zakaj bi tu na Japonskem bila slika bistveno različna. Vse bo odvisno seveda od nastavitev, in ker nimajo nobenih novosti, ne smemo pričakovati nekih revolucij. Govorili smo o tem, da so razni viri napovedovali malce predčasen vstop novega aerodinamičnega paketa, ampak kot smo videli, iz tega pri Ferrariju ni bilo nič. Kaj lahko zaključimo? Najprej to, da mnogi novinarji malček pretiravajo, ko je treba opisovati vse tisto, kar se dogaja predvsem pri skuderiji. In verjetno za konec še podatek, ki bo marsikoga nekako zanimal, kakšna je obnovljena vremenska napoved. Vidimo lahko, da v petek in soboto sončno, temperature skladno s tistim, kar smo povedali v uvodu, ampak verjetnost padavin v nedeljo je iz minute v minuto višja. Tako da lahko pričakujemo, da bo proga razmočena že na samem začetku dirke za veliko nagrado. Kar se tiče pa prihajajočih kvalifikacij, bomo zopet lahko videli boj med obema McLarenoma, kjer menim zopet, da je Piastri tisti, ki lahko ima nekaj več, in zanima pač običajni Ferrari, Mercedes in vsaj en Red Bull. Upam, da bo Yuki Tsunoda presenetil, ampak rezultate bomo videli že čez nekaj ur. Zaenkrat, kar se tiče prispevka pred kvalifikacijami, je pa to vse. Hvala za vašo pozornost.
in nasvidenje.